In lepo zdrav vsem skupaj. Moje ime je Aleksandar Šilingo in danes imam za vas eno tako dost enostavno, pa vendar kompleksno vprašanje. Kaj mislite, da je najbolj pomembna odločitev v vašem življenju? Kaj je tista odločitev, ki v resnici je odločitev vseh odločitev? Kaj je tista odločitev, ki bi jo v resnici rabili sprejeti že takoj po rojstvu, oziroma takoj, ko ste začeli sami razmišljati o tem, kaj naredite v življenju? In z vami bi rad danes delil to dilemo oziroma to vprašanje predvsem zaradi tega, ker verjamem, da bo vaše življenje lepše, boljše, bolj kvalitetno, da bo življenje vseh ljudi, ki jih imate radi, boljše, bolj kvalitetno, da v resnici, če boste s tem vprašanjem prišli do vaših sodelavcev, ljudi, ki jih imate radi, do vaših otrok, najbližjih, boste lahko v resnici naredili največji preboj, ki ga lahko naredite v resnici v letu 2018. Tudi jaz vas pozdravljam iz te simpatične primorske Kalifornije. Danes je neverjetno toplo in tudi opazim, da so recimo nekateri ljudje v kratkih rokavih zunaj. In predvsem bi vam rad dal, zakaj je ta recimo temperatura toliko pomembna v življenju. Kajti jaz pravim nekaj, da v resnici v vašem življenju imate nek termostat na področju financ, in ko pade recimo finance pod ta termostat, v resnici takrat začnete spet delati, razmišljati in tako dalje. In isto velja za kariero, isto velja za odnos. Vi imate v odnosu nekje nastavljen termostat in ta termostat v resnici kaže, kaj dovolite in kaj ne dovolite, kaj so tiste stvari, ki jih v resnici pričakujete od ostalih sogovornikov in tako dalje. Tako da moje povabilo danes za vas je to, da ko govorimo o tem, kaj je vaša najbolj pomembna odločitev, seveda ne govorimo o tem, kakšen avto boste vozili, oziroma kakšno šolo boste šli, oziroma kakšno izobrazbo, kakšna bo vaša naslednja pot, kakšno hišo si boste kupili, oziroma karkoli izmed tega. Najbolj pomembna odločitev v življenju, ki jo lahko sprejmete, je v resnici ta, da boste do konca življenja v dobrem čustvenem stanju, oziroma da zavestno rečete, v kakšnem čustvenem stanju boste preživeli vaš preostanek življenja. Tako da, dajmo si samo malo o tej odločitvi pogledati tak simpatičen graf, ki bi ga rad narisal. In sicer, pomislite na naslednjo stvar. Recimo, da je to vaša življenjska premica. Prav, to je recimo nekje vaš preostanek življenja. In recimo, če ste zdaj nekje na pol ali pa pod polovico, nad polovico, niti ni važno, ker v resnici niti ne vemo točno, koliko časa nas čaka. Lahko nas čaka še en dan, lahko nas čaka še en teden, en mesec, 50 let, 100 let. In dajmo recimo, da tukaj smo zdaj. Recimo, da je to leto 2018. Tukaj smo zdaj. In zdaj, moje vprašanje seveda je to, kaj želite in kaj bi radi dosegli v tem preostanku vašega življenja. Kaj je tista stvar, ki bi radi uresničili? In če pomislite na to, da imate recimo na vrhu in spodaj, tukaj imate pozitivne občutke, tukaj imate negativne občutke, me samo zanima, kje bi radi bili? Kje bi radi bili v preostanku vašega življenja? Bi radi bili na vrhu, ali bi radi bili spodaj? A je tista stvar, ki si v resnici želite zgoraj, oziroma spodaj preživeti preostanek življenja? In seveda večina ljudi bo rekla, avtomatično bo rekla, ne, da v resnici si želijo preživeti preostanek življenja v dobrem čustvenem stanju. Samo ko jih boste vprašali, kaj za to naredijo, a so se za to odločili, bo rekli, da ne, da nimajo nekega cilja o tem in da ta cilj niti ne prenašajo naprej. Tako da jaz vas vabim, da v letu 2018 v resnici sprejmete to odločitev. In ta odločitev ne bo, da boste preostanek vašega življenja preživeli v dobrem čustvenem stanju. In seveda s tem pokazali vsem ljudem, ki jih imate radi, kako je biti v tem čustvenem stanju, kako se človek lahko v tem čustvenem stanju odlično počuti, kako lahko človek v tem čustvenem stanju kreira fantastične stvari. Tako da jaz vas vabim, da ste tukaj. In včasih se bo zgodilo, da boste lahko padli dol. To pomeni, življenje je tako, recimo, če pomislite na nekoga, ki ga poznate, in poznate lahko nekoga, ki je dostikrat negativen, se zgodi kaj, ta oseba je recimo tukaj, in včasih skoči malo pokuka navzven in potem je spet v negativnem čustvenem stanju in ti ljudje prav uživajo, da so v tem negativnem čustvenem stanju. In moje povabilo seveda za vas je to, pomislite na to, kako boste preostanek vašega življenja čim več časa tukaj. In kaj so stvari, ki vam pomagajo, da bodo tukaj? Prvo je seveda ta namera. Imejte jasno namero, da boste šli odločno z nasmeškom skozi to življenje. In ta nasmešek ne rabi biti toliko od zunaj, temveč od znotraj. Ker meni je dosti pomembno to, da boste v resnici pomislili na vse aktivnosti, ki jih počnete. Ker recimo počnete stvari, ki so vam všeč, in v življenju počnete stvari, ki vam niso morda všeč. In ko boste počeli stvari, ki so vam všeč,
z nekim dobrim občutkom, ko boste počeli stvari, ki vam moče niso tako všeč in boste rekli, veš kaj, to bom zdaj naredila, ker recimo eni, ko končujejo šolo, težko napišejo diplomo pa magistrsko. In če boste rekli, veš kaj, to bom zdaj napisala, to magistrsko bom zdaj naredila in potem bom se imela čas za preostale stvari, lahko vi magistrsko pišete tukaj ali pa tukaj. Vi lahko recimo posodo pomivate tukaj ali pa tukaj. In meni je pomembno, da ko boste pomivali posodo, da ste čim več časa zgoraj, da ste čim več časa v dobrem čustvenem stanju. Kaj se zgodi? Če verjamete v zakon privlačnosti, boste tukaj zgoraj bistveno hitreje, bistveno lažje manifestirali v vašem življenju to, kar si želite manifestirati. Če boste tukaj zgoraj, bo v bistvu denar, karijera, odnosi, karkoli si pač želite, hitreje prišlo v vaše življenje. Ker recimo, danes, ko vas vprašam, kaj je prvi cilj, ki ga imate, ali pa najbolj pomemben cilj v letu 2018, je lahko recimo finančni cilj. V tem letu bi radi recimo naredili preboj na področju financ, ali pa recimo v tem letu je lahko najbolj pomemben cilj, ki ga imate, recimo cilj na področju karijere ali pa odnosov. In recimo, če si želite najti partnerja v tem letu in pomislite na to, recimo, pomembna stvar pri tem je ta, kdaj mislite, da ste bolj privlačeni za partnerja? Ko ste tukaj, v dobrem čustvenem stanju, ko ste nasmejani, dobre volje, srečni, mirni, ko resnici sploh ne rabite, ali takrat, ko ste obsedeni s tem, da ga najdete, razmišljate o tem, imate moče negativno sidro na tem področju. Tudi meni se zdi ena odločitev, ko boste jo zdaj sprejeli, in to je ta, kako preživeti preostanek vašega življenja. Dajte recimo reči, da boste v tem dobrem čustvenem stanju. Katera čustvena stanja imate na voljo? Hvaležnost, lahko pomislite na to, zakaj ste hvaležni, lahko recimo pomislite stvari, ki jih boste dosegli, naredili, lahko ste prisotni, mirni in čutite nek notranji mir. Tudi v resnici teh čustvenih stanj je eno morje, pomembno pa je, da ta čustvena stanja, ki so tukaj zgoraj, ki vam pomagajo, da boste bolj sproščeni in umirjeni, v resnici vam dajo moč in priložnost, da lažje živite, da se lažje počutite, da uživate življenje, da ste prisotni v trenutku. Jaz vas seveda vabim, da pomislite, kako lahko uživate življenje, kako ste lahko prisotni, kako ste lahko mirni, kako lahko živite življenje, tako kot si ga v resnici iskreno in v srcu želite. Da kreirate neko vašo prihodnost takšno, kot bi radi, da je. Ne samo takšno zaradi drugih, kajti danes boste našli ogromno ljudi, ki živijo življenje drugih. Recimo, si predstavljate, kot da se vozite z avtom in ne veste, kam bi radi šli s tem avtom. In danes je ogromno ljudi takih, ki nimajo nekega cilja, ali pa niso se odločili, da bojo preostanek svojega življenja preživeli v tem lepem, dobrem čustvenem stanju. Temveč kar želijo skozi življenje in karkoli pride, recimo, eni imajo moče karierni cilj, sam pozabijo recimo na cilj na področju odnosov, ali pa eni imajo recimo finančni cilj in pozabijo na cilj na področju zdravja, energije. Tako da pomembno mi je to, da boste v tem postavljanju ciljev uravnotežili, da boste uravnotežili vaše življenje. In seveda, za vse tiste, ki bi radi naredili preboj, za vse tiste, ki bi radi dejansko se premaknili naprej, ki bi radi uresničili vaše potencijale, vaše cilje, samo pomislite na to, kaj je zdaj vaša glavna omejitev. Ker recimo, če zdaj nimate denarja, je to vaša glavna omejitev to, da nimate strategije, kako do tega priti, ne verjamete, da si to zaslužite, ste že nekaj poskušali, pa vam ni uspelo. Recimo tisti, ki nimate uspešne kariere, recimo ste že nekaj na tem področju naredili, vendar ni šlo, ali pa ne gre, ali pa gre prepočasi, ali pa tisti, ki nimate recimo odnosa, in moče se to dogaja, da v resnici iščete na tak način, ali pa sploh ne iščete, ali pa sploh si mislite, vse to je brez veze, vsega boš, da nimam odnosa, vsega nobenega ne rabim. In v resnici ste lahko vrli že puško v koruzo. Jaz sem doskrat razlagam, da danes omejitve niso zunaj. Danes, če pogledate v svetu, je ogromno denarja. Danes se denar tiska na toliko načinov. Danes imate recimo razne kriptovalute, oziroma tako imenovane minerje, ki skozi dejansko rudarijo in dodajo neke nove valute, načine plačevanja. Danes v resnici imate možnost, da bi toliko različnih investitorjev, ki vam denar dajo. Omejitev seveda je v naših glavah, omejitev seveda v našem vedenju. Kajti, če pogledate tisto zgodbo, ko res sta dva prodajalca čevljev v Afriko in eden reče, mama mija, koliko je priložnosti, koliko bom tukaj lahko prodal in začne prodajati, prodaja s srcem, prodaja z energijo. In drugi pride in ta recimo reče, se je brez veze, se ne bom nič prodal. Kakšna je razlika? Razlika je v tem, da tisti, ki prodaja s srcem, z energijo, bo šel in bo prodajal in bo sigurno kaj prodal, tisti, ki pa tega ne počne, ne bo nič prodal, ker v resnici nima pravega odnosa, nima prave energije. Tako da vaša naloga mora biti ta, da boste preostanek vašega življenja preživeli tukaj zgoraj. Tudi preostanek vašega življenja si postavite za cilj, da bo v tem stanju, da boste v resnici imeli
energijo, da boste imeli strast, da boste imeli življenje, da boste živi, kajti danes ljudje spijo, grejo skozi to potovanje življenja in v resnici spijo, so nekaj na avtomatskem pilotu, vstanejo, grejo spat, vmes še kaj naredijo in potem pridejo do konca življenja in če se spomnite filma The Shift, ne vem, če ste ta film videli, mi smo ga prevedli, to je fantastičen film, lahko ga naučite preko naše strani za slovenski podnapisi. In Wayne Dyer razlaga v tem filmu o Ivanu Iliću, ki je dejansko v bistvu sodnik, ki je vse življenje živel neko častno življenje, vendar je to življenje živel zato, ker ga je njegova žena silila, ker je živel njene sanje, ne svoje sanje. In na koncu svojega življenja se vpraša, kaj če je bilo moje življenje brez smisla, kaj če je bilo moje življenje brez vrednosti. In jaz nočem, da ko boste prišli do konca, ko boste prišli do te točke, boste rekli, kaj pa če je bilo moje življenje brez smisla, kaj pa, a sem res počela stvari, ki sem si jih želela, a je res to tisto moje sanjsko življenje. In tukaj je moje povabilo seveda za vas to, da pomislite na to, kaj je tista stvar, ki jo čutite v srcu, ki vas privlači, ki bi radi počeli. Ker danes ljudje začnejo kariere popolnoma napačno, začnejo v resnici tako, da pomislijo, kje lahko nekaj zaslužijo, ali pa gledajo in finance so na prvem mestu. V resnici, če boste vi dali srce na prvo mesto in razmišljajo o tem, kar vas zanima, kaj vas veseli, kaj bi radi karirali, in potem v resnici iz tega stanja in iz tega čustvenega stanja začeli pomagati ljudem in razmišljali, kako lahko dodam vrednost, kako lahko čim več ljudem pomaga. Če boste v resnici v tem čustvenem stanju kreirali, manifestirali, počeli stvari, boste videli, da boste bistveno hitreje prišli do rezultata in v resnici to je namen vsega tega. Ker danes ljudje rečejo, recimo naslednji stavek, zdaj trdo delam, da bom odlično zaslužila ali pa zaslužil in da bom potem delal to, kar me veseli. In ko ste pa delali nekaj, kar ga ne veseli, tako ne more biti uspešna. Mislim, a ste našli nekoga, ki počne nekaj in tam ne uživa. Mislim, obupno je to se opazovati, ker vidite, da trpi in zraven še vi trpite, ker to storitev sprejemate, pa dobivate. Pa boste našli nekoga, ki uživa in tam boste videli, kako lahko tudi vi zraven uživate in kako se tudi vi lahko v tistem okolju dobro počutite. Jaz bom zelo hvaležen, če gledate ta posnetek, če poslušate to, kar jaz imam za povedati, da delite ta posnetek na vaši strani. Naslednji teden bom seveda nekoga izmed vas izžrebal. Tisti, ki delite, napišite v komentar, sem delila in nekoga bom izžrebal in mu podaril mojo simpatično knjigo Zajtrk za dušo. Vidite, tukaj je ta slika, ki jo je narisala moja hči Ema, ima 13 let in smo jo dali polno naslovnico in je taka simpatična slikica in z veseljem, če sam kliknete na share, delite in napišite v komentarje, da ste delili, mimo štim po seveda tistih, ki ste delili in v naslednjem tednu nekoga izžrebali, tako da v resnici damo priložnost nekomu, da dobi to simpatično knjigico in če želite, tudi jo podpišem. Tako da kliknite na share, napišite v komentar, da ste delili in z veseljem podarim nekomu izmed vas seveda to mojo čarobno in simpatično knjigico. In pazite, kako to knjigo brati. Ta Zajtrk za dušo se tako bere, da odprete knjigo na poljubni strani, preberete tam eno misel in mogoče je to tista misel, ki jo rabite takrat slišati. Jaz v resnici, ko dajem recimo to knjigico, jaz jo imam recimo tudi doma in jo prelistam in pogledam kakšno misel, ker jaz recimo te misli zbiram zadnje 3 leta in v resnici, kaj se dogaja, včasih sem žalosten, včasih sem vesel, motiviran, inspiriran in tako. In potem tudi misli so temu podobne, da so dosti različno narejene. Tako da res bom hvaležen, če kliknete na share oziroma delite na vašem zidu ta posnetek, napišite tukaj komentar, da ste delili in ena izmed vas bomo naslednji teden žrebali. Hvala lepo vsem. Zdaj pa se vrnem k temu, kar sem prej rekel, kar se mi zdi dosti pomembno. In pomembno se mi zdi to, da se odločite, da boste preostanek vašega življenja preživeli tukaj zgoraj in predvsem to, da se boste zavedali ene zelo pomembne stvari, da omejitve, ki jih danes imate, niso navzven, temveč so navznoter. In ko se to zavedate, rečete, kaj pa jaz lahko za to naredim, in začnete delati na sebi, začnete vlagati v sebe, v svoje znanje. In to, da vaša odločitev bo ta, da boste našli načine, kako boste šli tukaj gor. Kaj so recimo praktične stvari, ki jih lahko počnete, da boste preživeli preostanek vašega življenja v dobrem čustvenem stanju? To, da se odločite, da boste se družili s pozitivnimi ljudmi, kar pomeni, da družino boste imeli radi, družino boste sprejemali in hkrati boste razmišljali, kako lahko seveda
preživim čim več časa s temi pozitivnimi ljudmi. Tako da ena vaš cilj ne bo za 2018, da se družite s pozitivnimi ljudmi, da boste imeli neko mastermind skupino, ki vas bo vlekla navzgor. Naslednji vaš cilj, ki je lahko za recimo leto 2018 je ta, da boste preživeli in počeli aktivnosti, ki vas osrečujejo, ki vas razveseljujejo, ki vas v resnici napolnjujejo z neko pozitivno energijo. In s tem boste več časa preživeli v nekem dobrem čustvenem stanju. Jaz, ko skažem ta del grafa, pa tukaj vam recimo pokažem, kaj ne bo namen. Namen bo, da boste namesto za razliko od nekaterih ljudi, da boste recimo tukaj, ja, in včasih greste dol, in spet se vrnete nazaj, in greste dol, in se spet, to ne bo vaše življenje tukaj, da ko boste prišli do konca življenja, boste rekli, wow, to je bilo fantastično življenje, kajti vaše življenje ni namenjeno temu, da boste v resnici prišli na neko destinacijo. Vaše življenje je namenjeno temu, da ga živite, da ste na tisti poti srečni, ker recimo dostakrat boste srečali ljudi, ki živijo svoje življenje tako, da v resnici kaj naredijo? Da v resnici grejo do tega, da si želijo nekam prideti in trpijo celo pot. In če bi šli danes v kino in bi rekli, ko me čakam, da bo konc, je brez veda, da greste v kino. Važno je, da greste v kino in v resnici v kinotu uživate cel cajt, da ste prisotni, da ste tam in tudi v kinotu včasih ni prijetno in vas recimo dajo dol. Ma na koncu cilj bo happy ending oziroma srečen konc, ko boste srečni, uživali in počeli to, kar bi radi počeli. Jaz vas vabim, da seveda kliknete na link, tisti, ki bi radi se mi pridružili, imamo nek fantastično akcijo, fantastičen popust, da se mi radi pridružili na delavnici praktik hipnoze ali pa na delavnici NLP praktik ali pa v paketu obeh delavnic. Vas vabim, da se mi pridružite, predvsem z enega pomembnega razloga. Zakaj? Zato, da naredite ta preboj, da začnete programirati svoje misli, da bo leto 2018, ko boste prišli do konca leta 2018, srečno leto, da boste rekli, wow, to leto sem naredila preboj, sem se premakala, to leto sem manifestirala finance, sem zaslužila ta denar, to leto sem dobila kariero, ki jo hočem, ali pa sem naredila napredek na obstoječi karieri. Tisti, ki imate lastne podjetja, veste, da ste največja omejitev prav vi, da ste največja omejitev, ki se dogaja v vašem življenju, je vaš način razmišljanja. Ko vi spremenite način razmišljanja, ko dobite neke nove načine obnašanja, vedenja, boste dejansko se premakali hitreje proti ciljem. Kajti vi se morate zavedati nekaj. Recimo, če bi dal primer, in če dam primer recimo spirale, ne, mi imamo neko evolucijo. Če pomislite, vi danes ogromno stvari veste, ki jih kot otroci niste vedeli. To meni, recimo, vi danes veste, recimo, da Božiček obstaja, pa ne obstaja. Vi ne veste ene pomembne stvari in to je ta, da v resnici danes v vašem življenju obstaja ogromno stvari, ki jih morda še sploh ne veste. In namen tega, da vlagate v sebe, da vlagate v svojo izobrazbo, da vlagate v svojo rast in osebnostno rast, je ta, da boste drugačni, da boste nehali biti tisto ozko grlo v družini, v podjetju in tako dalje, temveč, da boste oseba, ki inspirira, ki navdihuje, ki privlači stvari, ki bi jih radi privlačili v vaše življenje. Tako da, vi imate tukaj na voljo en link, ki vas vabim, da kliknete in ta link vas bo pripeljal seveda do tega, da boste lahko se prijavili na naš praktik hipnoze oziroma NLP praktik in na tem linku seveda vplačate eno kontacijo 200 €, in potem seveda bomo naslednjem tednu lahko to kontacijo se dogovorili, kako naprej ima. Tukaj ena pomembna stvar, za tiste, ki se nam boste pridružili na praktiko hipnoze, je ta. Pridite na praktik hipnoze s konkretnim ciljem, kaj bi radi naredili v tem letu. Pridite recimo na NLP praktik s konkretnim ciljem. Ne mi pride sem, da se boste sami tega naučili, ker to je avtomatična posledica tega, če ste na delavnici, da se naučite vsebin. Danes jaz verjamem, da znanje je šele znanje takrat, ko naredi spremembo na vedenju. Ker če ne, če vi pridete tja in se naučite recimo nečesa in če spremembe na vedenju, ki jo hočete, niste se še naučili. Ker recimo, če bi hoteli narediti spremembo na vedenju in recimo se naučili, kako nehate kaditi in niste nehali kaditi, v resnici ne znate še, kako nehati kaditi. In se rabite še naučiti in dobiti znanje, da bo naredilo spremembo na vedenju. In zame v resnici NLP tehnika oziroma tehnika hipnoze dobi vrednost takrat, ko naredi spremembo na vašem vedenju. Ker sprememba na vašem vedenju je avtomatična posledica te spremembe je seveda sprememba na rezultate, ki jih dobite. Ker recimo, če ste vi danes inspirirani, polne volje, motivirani, ustvarjate, kreirate nove stvari, komunicirate s to inspiracijo, kaj se bo zgodilo? Imeli boste ogromno denarja, imeli boste odlično kariero, imeli boste fantastično odnos, zdravi boste in tako, kajti vse resnici se dogaja v vas. In to je samo vprašanje, kje ste zdaj? A ste tukaj spodaj, ali ste na tej spirali više in više in više?
In seveda ta spirala je neskončna. Mislim, tukaj lahko res ste, kamorkoli lahko pridete. Pomembno je to, da se zavedate, da nekje ste in da ena stvar vam lahko pomaga na naslednji nivo. In na naslednji nivo. In na naslednji nivo. In naslednji nivo seveda lahko dosežete tako, da se združite z ljudmi, ki razmišljajo drugače kot vi, da se družite z ljudmi, ki so že tam na tem nivoju, in da seveda se zavedate in ste hvaležni za tem, kar ste. Kajti, če ste hvaležni tem, kar ste, boste v resnici privlačili več tistega, kar hočete. Če ste hvaležni za to, kar ste, boste lahko privlačni tiste stvari, ki jih hočete v vašem življenju na koncu tudi privlačiti. Jaz seveda vas vabim, da to naredite in seveda se premaknete na višji nivo, predvsem tako, da boste seveda dodajali in dodali znanja, greste v knjižnico, poslušate zgoščenke, poslušate videoposnetke, tako kot zdaj počnete, družite se z ljudmi, ki podobno razmišljajo, dajte si pisati cilje, dajte si narediti vision board, dajte narediti leto 2018 fantastično in tisti, ki imate možnost, pridružite se nam, mi začenjamo v sredo 17. januarja popoldan 16:30 v Mariboru, certificiran praktik hipnoze in dobiste nek popust na to, sem hitro napišite, prijavite se tja, še kliknite na link, imate tam. 2. februarja začenjamo NLP praktik, edini licenciran NLP praktik v Sloveniji in seveda pazite nekaj, na koncu dobite ne samo licenčno pogodbo, da lahko NLP tehniko uporabljate, temveč tudi dobite sam podpis dr. Richard Bendera na vašem certifikatu. Mislim, oseba številka 1 na svetu za NLP se vam podpiše in garantira, da vi to znanje poznate in ne samo to, da tudi vi to znanje lahko naprej uporabljate v vašem poslovnem, kariernem smislu, ker to je ena fantastična stvar. In meni se zdi tukaj ena pomembna stvar, ki bi rad dodal, in sicer je to, da s tem, ko boste naredili en tak korak, mislim, to se meni zgodi ogromnokrat, ko se odločim, to delavnico bom naredil, to znanje bom osvojil, kar enkrat, preden sploh grem na delavnico, že naredim preboj. Jaz se spomnim, ko sem imel delavnico o kajenju, je prišla ena gospa, jaz nisem še odprl usta in če koga zanima in se bo prijavil na praktik hipnoze ali pa na NLP praktik, jaz vam podarim celo online delavnico o kajenju, če poznate kakšnega kadilca, mu to daste in boste videli, ta oseba garantirano neha kaditi, ali pa vam vrnem denar za to kajenje, ker jaz garantiram 1000%, da oseba, ki posluša moje zgoščenke, moje videoposnetke, ki res skozi vaje, ki sem jih dal za kajenje, bo nehala kaditi, 1000%. No, jaz naredim to delavnico in gospa pride 37 let je kadila in reče, Aleksandar, jaz sem se odločila, ne bom več kadila, pika. Jaz še nisem tudi odprl ust. Kaj se zgodi? Ko vi daste denar, ko daste energijo, in to je en pomemben del energije, seveda denar, takrat, kot da bi vesolje nekaj preklopilo. Ko reče vesolje, ja, zdaj pa je pripravljena, zdaj pa se je odločila, zdaj pa se ceni drugače. Ker danes ljudje se ne cenijo. Zakaj ljudje dobivajo v odnosu take čudne partnere? Ker se ne cenijo. Zakaj ljudje dobivajo recimo v karieri take čudne priložnosti? Ker se ne cenijo. Zakaj ljudje ne dobivajo denarja? Ker se ne cenijo. Sami sebi je težko. Recimo, zdaj sem imel eno gospo, ki je rekel, da je težko zaračunati 10 € za neko storitev energijsko, pa ne vem kaj. In se rekel, zdaj na koncu rabiš tudi ti trgovino, na koncu rabiš tudi ti kupiti neke stvari, da lahko preživiš. In to je pomemben del, da oseba seveda se ceni, se vrednoti, verjame v sebe, da je to pomembno. Tako da jaz vas tukaj seveda vabim, da se mi pridružite 17. januarja, začenjamo, kliknite na link, vplačite to akontacijo in seveda pridružite se nam zato, da spremenite vaše življenje, na način, da boste na koncu, do konca življenja v dobrem čustvenem stanju. Dobro čustveno stanje v resnici je pogoj, da boste seveda hitreje manifestirali, boste se bolj počutili in lepše bo to potovanje. Mislim, kaj si želite recimo tisti, ki imate otroke za vaše otroke? Ali bo pomembno, da so uspešni ali da so srečni? Ali bo pomembno, da imajo dovolj znanja ali da so srečni? Se fajn, da imajo oboje, samo povedite mi, kaj je najbolj pomembna stvar. Ali se želite, da recimo imajo fajn partnerje ali da so srečni? Kaj si želite? Na koncu boste videli, da v resnici, kaj si želite? Za vaše otroke se želite, da so srečni, da so v dobrem čustvenem stanju, da so tukaj na vrhu, na tem plusu. In če si želite to za vaše otroke, za ljudi, ki jih imate najbolj radi, zakaj si tega ne bi želeli tudi za sebe? Zakaj ne bi tudi v resnici rekli, tudi jaz sama sebe cenim, tudi jaz sem si pomembna v mojem življenju, tudi moje življenje ima neko vrednost in ceno. In tisti, ki čutite klic, kaj pri meni je bilo tako, moje življenje je bilo, da sem živel neko normalno, jaz bi rekel temu, avtomatski pilot življenja. To je bilo moje življenje. Ne? In kar naenkrat po celi paleti stvari, od tega, da sem imel preveč kilogramov, da sem imel težave v družini, da sem v resnici začel firmo, toplo je bilo vse živo,
In takrat smo dobili tudi prvega dojenčka, se spomnim, jaz končam v bolnici. Ko končam v bolnici, je bilo tako, kot da bi recimo me Bog klical vse od sajta, Aleksandar, javi se, jaz sem seveda bil zaseden in sem rekel, moje življenje je bolj pomembno, jaz imam pomembne stvari za narediti, nehaj mi ti zdaj nekaj pošiljati sporočila. Telo, vesolje, Bog, narava, karkoli že verjamete, nas skozi nekaj sporoča. In jaz v resnici nisem tega sporočila poslušal. Ne vem, če se mi je zgodilo, da ste bili vi bolj pametni, kot je bila narava, kot je bil Bog, kot je bila vesolje, karkoli pač verjamete. In ste hoteli vi prevzeti nadzor nad življenjem. In to je bilo tako moje življenje takrat. In seveda, v nekem trenutku, ko sem končal tam, sem se predal. Sem rekel, zdaj pa zadost. Se vdam. In sem začel v tistem stanju prav brez upa iskati načine. In najdel sem seveda NLP praktik, najdel sem hipnozo. In če hočete trajno spremeniti življenje, vi rabite se naučiti hipnoze. Mislim, jaz pravim, da to, kar zdaj razlagam vam, bi morali učiti v osnovni šoli, otroke, da znajo svoj sprogramirati. Mi smo 24 ur na dan se hipnotiziramo. Mi skozi delamo samo hipnozo na sebi. Edino tega ne delamo črtno. In ker ne delamo črtno, gremo vse možne načine. Ker nimamo nekega fokusa kam z našimi mislimi, v resnici delamo veliko škoda našim mislim. In ko sem jaz recimo začel sam sebi programirati to nima čez noč, mislim, jaz sem poslušal, prva stvar, ki recimo vas bom vabil tisti, ki se boste prijavili na praktiki hipnoze, ki začnemo 17. v sredo, 17. januar ob 16:30 v Mariboru, oziroma drugi dopoldan v Ljubljani, začenja NLP praktik. Tisti, ki se prijavite in že zdaj, jaz zazvamem, da kadarkoli boste dali kakšno tehniko in vajo, kadarkoli boste nekoga hipnotizirali, ker to bomo vadili, da snemate svoj glas, da boste imeli svoje posnetke posnete. Jaz sem najprej snemal svoje posnetke, nisem zaupal drugim. Ko sem končal tečaje hipnoze, sem v resnici delal na sebi, sem delal samo hipnoza, ker recimo sem rabil več gibanja, motivacije, sem snemal take zgoščenke, ker sem rabil več denarja, sem snemal druge zgoščenke, ker sem rabil, da naredim nek preboj na karieri, sem snemal karierno. Tako da vedno sem nekaj snemal in poslušal vsak dan in potem naredil spremembo na sebi, na moj način razmišljanja, na moj način funkcioniranja. In to ni bilo čez noč. Ker doskrat rečejo, Aleksandar, tebi ti čez noč uspelo, da si recimo številka 1 za NLP v Sloveniji, da si med prvimi v Evropi oziroma v svetu. Ni bilo čez noč. Jaz recimo že danes, če pogledate, ogromno vlagam. Zdaj recimo marca grem v Ameriko, da sem spet asistent pri dr. Richard Benderju. Recimo decembra sem bil na Tony Robbinsu, ko sem bil povabljen kot senior leader, to meni na Date with Destiny seminarju. In o tem še malo govoril v živo, ko se vidimo, ker sem ogromno nekih praktičnih napotkov dobil od Tony Robbinsa in tako. Sem postal senior leader in še vedno vlagam svoje znanje in tudi vi vlagate v svoje znanje, še vi se nenehno izobražujete. Dajte to knjižico, poslušajte knjige, poslušajte zgoščenke, izobražujte se, delajte stvari, da boste na koncu vi več vredni, da boste na koncu vi imeli občutek, da je vaše življenje danes bolj kvalitetno, boljše, kot je bilo pred časom. In zdaj, seveda, da povzamem, kaj najbolj pomembna odločitev v vašem življenju? Najbolj pomembna odločitev v vašem življenju seveda je ta, da preživite v dobrem čustvenem stanju. Samo to. Če imate radi nekoga, starše, otroke, prijatelje in tako, ne govorite, kaj ne delajo. Ne govorite, da bodo tukaj. Pokažite jim, kako izgleda sreča. Pokažite jim, kako je oseba lahko srečna, ko padaš, ker danes, ko sije sonce, mislim, pri nas imamo fantastično vreme, prav res, jaz pravim, da Primorska, kako je na Kalifornija, in imamo cel dan sončke in prav užitek je gledati zunaj in eni so res v kratkih rokavih, je v resnici najlažje biti dobre volje, ker sonce v življenju. Ko pa daš, pokažite, kako je biti, kako recimo ni zadovoljno denarja, pokažite, kako lahko s tem, kar imate, naredite en čaroben trenutek, srečen trenutek. Pokažite ljudem, ker na koncu življenja, kaj vam bo ostalo? Na koncu življenja, ko boste se postavili z tega planeta, da boste nesli s sabo nobenega avta, nobene hiše, nobenega denarja, nobenega titule, nobenega papirja, nobenega certifikata. Kaj boste nesli s sabo domov? S sabo boste nesli na drugo stran lepe, srčne trenutke z ljudmi, jih imate radi. Sam to. Noč duza. Zdaj, če pomislite, vi že zdaj imate v življenju vse, kar rabite, da ste srečni. Že zdaj imate vse. Ker recimo, doskrat rečem ljudem, če bi imeli pol leta življenja, kaj bi naredili, mi rečejo, ja, bi preživela čas z ljudmi, ki jih imam najbolj rada. Bi šla nekam v naravo, mir in tako dalje. V resnici danes ne rabite nič za to, da ste srečni. Danes že zdaj imate vse, kar rabite, za to, da ste srečni. In najbolj pomembna odločitev, ki jo lahko sprejmete, je ta, da uživate trenutek, da ste tukaj zdaj prisotni.
Prijavite se na NLP Praktik, na Praktik hipnoze, lahko na cel paket in dobiste res veliko popust. Tisti, ki boste zdaj takoj šli na prijavnico, tam nekje v komentarjih poiščite to prijavnico oziroma link za prijavnico. Kliknite na njo, se prijavite, plačate 200 € akontacije in ko plačate to, lahko dobite celo, bomo žrebali, da bo prišel k meni v ta studio in bomo posneli zgoščenko, ki je to vrednost 500 € na kožo in čisto vsakemu, ki se bo prijavil seveda in spremljal ta link, bom podaril 9 simpatičnih, odličnih zgoščenk od tega, da boste lahko programirali svoj za finance in tako dalje. Tako da dajte se prijaviti čim prej in izkoristite to fantastično akcijo, dobite 9 zgoščenk, bomo žrebali, da bo prišel v moj studio, tukaj sem jaz v takem luškenem studiu, ki ga ne vidite, v katerem vam bom posnel zgoščenko, probam na kožo. Tudi pomembna stvar, ki je tukaj hočem dati, je ta, da naredite preboj, da naredite neko akcijo, da naredite nek premik v letu 2018. Ne zato, ker boste na koncu lahko imeli več denarja in boste ljudem, ki jih imate radi, omogočili to, kar bi radi. Ne zato, ker v resnici boste lahko neverjetno izboljšali kariero. Ne zato, ker boste v resnici lahko imeli fantastičen odnos, najdli končno sanjskega partnerja. Zato, ker boste vi uživali bolj na tej poti, ko boste naredili preboj. Bo vaše življenje, ko boste končali recimo Praktik hipnoze pri nas ali pa NLP Praktik, začenjalo dobivati tisti odtenek, ki ga rabite. Naredite preboj, naredite spremembo, ko me čakam, da se vidimo, kliknite na link spodaj, prijavite se, poiščite ta link Mastermind Akademija oziroma aleksanderšinigar.si, točno navedite linka, ali pa greste na spletno stran mastermindakademija.com in tam poiščete ali Praktik hipnoze, NLP Praktik, napišite v opombe, da želite ta last minute popust, ki ga dajemo, in tudi možnost plačila na obroke s karticami ali NLB, mislim, da imaš 24 obrokov, NKB ima 12 in tako dalje. Vi seveda se prijavite, napišite, da rabite na obroke s kartico oziroma da rabite VIP last minute popust. Jaz vas seveda vabim, da se mi pridružite čim prej. 17. januar ob 16:30 začenja Maribor, 2. februar ob 9. začenja Ljubljana. Jaz se že veselim prebojev in se že veselim druženja z vami. Zdaj pa na vas, da sprejmete najbolj pomembno odločitev v življenju in to je, kje boste živeli preostanek vašega življenja. Dajte preostanek vašega življenja preživeti v dobrem čustvenem stanju. Jaz sem hvaležen, da ste me gledali, da ste me spremljali, sem hvaležen za to, da ste odločeni in odločni, da boste naredili preboj v vašem življenju. Sem hvaležen seveda tudi za to, ker če boste vlagali v sebe, če boste vi spremenili vaše življenje, boste posledično lahko spremenili življenje nekoga drugega. Ker moj cilj je do 13. oktobra, takrat bom star 2081, takrat bom star 107 let, da inspiriram, navdihnim 1 milijardo 111 milijonov 111 tisoč 111 ljudi. In brez vaše pomoči, brez da boste vi nekoga naprej navdihali, jaz vem, da bo to težko uspela. Zato vas vabim, da se mi pridružite, da postanete del Mastermind družine, da postanete del tega gibanja, ki spreminja svet na lepše, na boljše, in da vsemi tehnikami praktika hipnoze in NLP Praktika in to res skupaj, to je tako povezano, da me nazam povedati, NLP-ja Bendler nam ne dovoli, da mi končamo NLP tehniko brez hipnotične indukcije na koncu. Tako da vi v resnici rabite te tehnike za to, da se premaknete na višji nivo, pridite, ne mi reči, da je Maribor daleč, ker recimo, če jaz sem šel recimo v London, pa spal po tleh tam, pa v Ameriko, pa v Avstralijo, pa povsod, v Južno Ameriko, da sem se nekaj naučil, in ne mi reči, da je Maribor daleč, mislim, ne mi reči, da imate časa, mislim, koliko še časa imate sploh na voljo, da boste končno naredili nek preboj, ker vaše življenje se izteka, čas je dragocen, naredite preboj, naredite en korak, premaknite se proti vašim ciljem in sanjam. Jaz vas vabim seveda, da se mi pridružite, da pridete v Maribor in seveda, da pridete v Ljubljano, da pridete lahko na paket obeh delavnic, če ne morete za eno, lahko vzamete zdaj Praktik hipnoze in kasneje recimo NLP Praktik, ali pa zdaj NLP Praktik in kasneje Praktik hipnoze, kakorkoli že, prijavite se, izpolnite prijavnico, dajte biti z nami in dajte narediti v letu 2018 genialni, fenomenalni, največji ever preboj v vašem življenju. Jaz vas podpiram na tem vašem poslanstvu, vas želim, da ste najboljši, kar ste lahko, zato, ker si to zaslužite, ker ste vredni, ker je vaše življenje dragoceno. Predragoceno je to, da bi vaše življenje uporabljali in izgubljali in zato, da ne bi naredili tega preboja, da ne bi v resnici šli do tiste točke, ki si jo zaslužite. Še enkrat vas vabim, da delite ta posnetek, kliknite na share, napišite v komentarju, da ste ga delili, lahko tudi feedback na to, kar sem govoril. Ena izmed vas, ki je delil, ki je komentiral, da je delil,
bomo seveda na koncu izžrebali, tako da vas vabim, da kadarkoli to gledate, niti ni važno, imate čas, da sam kliknete, delite in seveda komentirajte, če je seveda ta vsebina za vas koristna in uporabna. Jaz vas lepo pozdravljam in želim en lep dobro večer, dobro jutro ali pa dober dan ali pa lahko noč, kadarkoli že to gledate, ker čisto vseeno. Vas pozdravljam iz te naše Kalifornije na Primorskem in vam želim, da bo preostanek vašega življenja najlepši del vašega življenja in vam želim seveda čim več teh trenutkov navzgore, da boste zase in za vse ljudi, ki jih imate radi, ustvarjali sončne, svetle, lepe, inspirirane trenutke. Hvala lepa, prijavite se, vidimo se na praktiko hipnoze ali pa na NLP praktiku oziroma kar na obeh. Hvala lepa in vam želim srečno.